Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. Ustavno sodišče je pred nedavnim odločilo, da popolna razmejitev javnega in zasebnega ni v skladu z ustavo. O tem in o vseh aktualnih dogajanjih v zdravstvu se bomo pogovarjali z gosti, nekdanjim ustavnim sodnikom, gospodom Janom Zobcem, davčnim svetovalcem in solastnikom zasebnega zdravstvenega centra, gospodom Ivanom Simičem, in nekdanjim državnim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje. Bili ste državni sekretar še v času te vlade, ste pa tudi zobozdravnik, gospod Tadej Ostrc je tudi z nami. Lep pozdrav vsem. Kot sem omenila, je Ustavno sodišče pred prazniki odločilo o kar pomembni zadevi na področju novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Pa me za začetek zanima, kako vi vidite to odločitev Ustavnega sodišča. Je ta odločitev zmaga zdravnikov ali zmaga vlade, gospod Ostrc? Glejte, jaz mislim, da ta odločba je dokaz, da novela ni bila ustrezno pripravljena. Po eni strani ni bilo širokega konsenza, ni bilo resnega dialoga z zdravniki. Kar se mene tiče, šlo predvsem za nek politični boj in posledica tega je jasna, da zakon pač ni prestal ustavne presoje. Kdo je zmagovalec? Največji poraženec ni ne vlada in ne zdravniki, na slabšem so definitivno pacienti. Se strinjate, gospod Zobec? Kako vi ste gledali kot nekdanji ustavni sodnik to odločanje Ustavnega sodišča in na koncu to delno odločbo? Ja, delna odločba taka, kakršna je, delna, je nekje pričakovana. Ne? Prepoved zaposlovanja je tako očitno protiustavna, da je tudi Ustavno sodišče, ki nekoliko visi proti levi, ne? Je dokaj spakirano in nazorsko neuravnoteženo, ni moglo mimo te hudega posega v pravico do zaposlovanja. Kar se tiče pa ugotovite skladnosti z ustavo, prepovedi sklepanja podjemnih pogodb zdravnikov SP-jev s javno zdravstveno mrežo. Tu sem tudi pričakoval tako odločitev, glede na tako sestavo Ustavnega sodišča, čeprav po mojem je tudi ta prepoved neskladna z ustavo. Vi ste verjetno novelo zakona o zdravstveni dejavnosti prebrali že pred odločanjem na Ustavnem sodišču. Kako ste jo vi doživljali? Veliko pravnih strokovnjakov je v zvezi s to novelo opozarjalo že, da je v neskladju z ustavo, da je nomotehnično izjemno zapletena. Gospod Rajko Pirnat, pravni strokovnjak, je tudi v našem studiu rekel, da bo definitivno ta zakon padel na Ustavnem sodišču. Ste tudi vi imeli podobno mnenje? Ja, ta novela je pisana za mazohiste, tiste pač bralce mazohiste. Ker je res prava muka brati to novelo. To je nekaj groznega. Mene spominja na čase združenega dela, na zakon o združenem delu in druge iz njega izvirajoče podzakonsko združeno delovske akte, skozi katere enostavno se nisi mogel pretovči, ker so bili neskončno dolgi stavki s nerazumljivimi definicijami, s ideološkim nabojem in s nejasnimi pojmi. Vse to je značilno tudi za to novelo. Neko skrpucalo, nekaj neprebavljivega, neka neprebavljiva žvarovna. Kako da se s tako neprebavljivo žvarovno, če si sposoben besede, ta vlada predstavlja zdravstveno reformo? Kako to komentirate? Jaz bi povedal, da ta vlada izhaja iz tega, da pač ima volilni stroj v državnem zboru, lahko pač sprejme zakon, ki ga želi. Gre se neko sveto vojno zoper zdravnike in zobozdravnike, to že vidimo nekaj časa. Potem je govora tudi o teh SP-jih in jaz vidim, zdaj, ko je bilo prej vprašanje, kdo je zmagal v tem sporu. Jaz pravim, da ni zmagal nihče, ker do tega sploh ne bi smelo priti. Torej, sploh ne bi smel tak zakon biti sprejet. Enostavno ne bom rekel enim branži ljudi prepovedati delati kot SP. Na drugi strani imamo pa podobne situacije pri arhitektih, odvetnikih in še drugih dejavnostih. Torej, ne vem, zakaj samo prepovedati delo SP-jev v zdravstvu. S tem, da moramo še vedeti, da so bili že nekateri davčni pregledi končani in inšpektori so ugotovili, da za delom SP-jev za zdravstvo ni nič narobe. To pomeni, ne vem, kam to vse pelje in kaj je namen tega.
Zakaj je bil tak zakon pravzaprav sploh sprejet? Vi vidite, kje je boj za paciente v tem zakonu, boj za javno zdravstvo, ohranitev javnega zdravstva? Ne, nikjer ga ne vidim. Tisto, kar bi moralo biti vodilo zakonodajalca in tudi ustavnega sodišča, je 51. člen. Se pravi, pravica do zdravstvenega varstva. Ne? Interesi pacientov. Ti so prvo in ključno vodilo, kako bi rekel, tista svetinja celotnega sistema. Tako bi moralo biti. Ne? In kje so interesi pacientov v tem zakonu, gospod Ostrc, kje jih vidite? Jaz jih ne vidim, zato ker danes nihče ne čaka manj, zdravnikov ni več v sistemu, sistem tudi ni bolj pregleden in urejen, kar bi mogla biti neka jasna linija pri sprejemanju reformnih zakonov. In glavni postulat pa je, da javnega sistema ne rešuješ tako, da odganjaš ljudi, ampak tako, da jih zadržiš v njem. Se pravi vse zdravstvene delavce. In kako ljudi zadržati v tem sistemu, torej zdravstvena? So še druge rešitve, gospod Simič? Tako, da jih pač ne omejuješ, da tiste, ki so pridni in ki želijo delati še popoldne, jih pustiš, da delajo popoldne, kajti ljudje smo se različni, nekateri lahko delajo po 12 ur na dan, nekateri komaj zdržijo 8 in zaradi tega ne moš metati vse v isti koš in če je kdo pripravljen delati, potem ga pusti, ne dela popoldne, bo pač nekje zmanjšal neke čakalne vrste, bo pomagal ljudem, ki rabijo pomoč hitreje. Veste, ti ne moreš danes priti, pa ti nekdo reče, pridite na operacijo, ne vem, čez 3 leta ali kakorkoli. Potem pa, če greš pa zasebniku, zdaj govorim o čistem zasebniku, kjer plača si lahko takoj na vrsti, če greš zasebniku, ki ima koncesijo, si pa tudi hitreje na vrsti. Hočem reči, da to je enostavno, nekdo se je odločil, da bo se pač zoperstavil zdravnikom, da bo pač, bom rekel, nekako s to svojo voljo in s tem vztrajanjem šel do konca, kar pa nikakor ne bo dobro, ne za zdravnike, ne za paciente. In veste, kaj zdravnik, se odloča, veliko jih je dalo tudi odpoved, so zapustili javno zdravstvo, tako da samo škoda. To sem hotela se ravno navezati, namreč novela je že prinesla kar nekaj škode, rečemo na rekovajih, namreč kar nekaj zdravnikov je že dalo odpovedi v javnem zdravstvenem zavodu, ravno zato, ker so si načrtali kariere po 21. maju, ko bodo vse te določbe prepovedi, omejevanja prišle, a ne v veljavo. Tako iz ljubljanskega UKC-ja odhajajo pomembni maksilofacialni kirurgi, težko jih bo pridobiti nazaj. Torej, škoda zaradi te novele je bila narejena, zdaj je ustavno sodišče vrnilo zadevo na prvotno točko, ampak te zdravniki bodo ostali izven sistema, ne bodo se vračali. Ali bi moral kdo za to prevzeti odgovornost in kakšno? Gospod Zobec. Ja, politična odgovornost nedvomno, ampak s politično odgovornostjo v tej državi je tako, da te pač ni. Ne? Pride pač samo na volitvah, enkrat na 4 leta, morda predčasne volitve in to je tudi vse. Da bi politika znotraj razčistila svoje napake in zdrse in take katastrofalne poteze, kakršna je ta, ne pričakujte. A vas je kot pravnika presenetilo, da je taka novela sploh bila sprejeta? Kaj imate občutek, da nihče, vsi vemo, bilo je tudi mnenje zakonodajno-pravne službe je bilo bolj kot ne negativno nastrojeno proti temu zakonu. Vrsta opozoril je bila, pa je bil zakon kljub temu sprejet. Kaj to pomeni za našo državo, da ljudje, ne vem, se premalo razmišljajo, ko nekaj podpisujejo, sprejemajo take ukrepe? Ne, zakon je sprejela koalicija, ne? Pač večina v državnem zboru. Ve se, kdo ima to večino, kdo jih poveljuje in tako se stvari peljejo. Ljudje tu so zadnji, ne? Pacienti ravno tako, zadnji. Ne? Nihče se ni spraševal, kaj pa pacienti, kakšen učinek bo imelo to na paciente, na čakalne vrste in tako dalje, da bi kdo pomislil na razgraditev dobaviteljskih mrež, ne? Ki so rak rana slovenskega zdravstva, ni govora. Ti so zavarovani. Ne? In seveda na koncu plačamo ljudje, pacienti, kar smo pravzaprav vsi, medtem ko tisti, ki te zakone sprejemajo in ki stojijo zadaj tudi, verjemite, bodo imeli zelo dobro
dober zdravstveni servis, ali doma ali v tujini. Sej ne bom našteval primere, ki jih poznamo. Gospod Simič, vodite zasebni zdravstveni zavod oziroma ste lastnik. Povejte, k vam prihajajo kakšni ljudje, kaj vam povedo? So nezadovoljni v javnem zdravstvu, zdravstvenim sistemom? Ne, s tem se sploh ne pogovarjamo. Torej, mi pač imamo tiste, bom rekel, dejavnosti, ki jih imamo, jih je kar veliko. Tisti, ki rabijo pač neko storitev, dosti hitro se prijavijo, pokličejo, torej tudi veliko pošiljajo zavarovalnice, tako da ta zadeva normalno teče in zato bi se mi morali ukvarjati, govorimo o slovenskem zdravstvu, da se ne ukvarjamo, kdo je lastnik neke zdravstvene ustanove, ampak da imamo javni denar in ta javni denar je treba porabiti, bom rekel, v vseh ustanovah v Sloveniji, tudi v zasebnih, ki lahko ravno tako dobro opravijo te storitve. In bi morali reorganizirati potem delovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prav gotovo, torej, če kdo, veste, malo je nenavadno, da ti greš, zdaj bom rekel, čist primer bom dal, da bi jaz imel nek, bom rekel, zasebno kliniko na Hrvaškem, bi lahko nekdo prišel k meni na Hrvaško v zasebno kliniko, tam bi mu dobil storitev, bi plačal, bi mu ZZS povrnil. Če pa to v Sloveniji pa ne dobiš povrnil. Mislim, nelogično je in potem tudi siliš nekoga, da gre pol na Hrvaško odpirati, da govorimo o njihovem davčnem sistemu, še to odpreš dol kliniko in potem tam zdraviš ljudi. Torej, mi kot da silimo sami sebe, da ne razmišljamo, da gre nekdo nekam drugam, da onemogočaš ljudem, da se zdravijo. Prej je bilo govora o odgovornosti, mislim, da vemo, kdo je objektivno odgovoren, subjektivnega pa tisti, ki je odgovoren, se pa tudi da najti, sam je treba iti po stopnicah nazaj in videti, kdo je dal prvi to idejo, kdo je zagovarjal, obstajajo magnetogrami, obstaja vse, tako da. Gospod Ostrc, vi ste bil v tej vladi državni sekretar, kako ste takrat začrtali reformo zdravstvenega sistema in ali bi se podpisali pod to novelo, pod ta zakon, ki je bil sprejet? Ja, takrat so bili še eni drugi časi, mi smo takrat zelo javno in transparentno pokazali, kaj je tistih 10 ključnih korakov, ki bi jih mogli izvesti, da bi prišli do rešitev v zdravstvu. Jaz nisem fan izjav reforma zdravstva, ampak mislim, da imamo mi preoblikovanje zdravstvenega sistema, neko nadgradnjo. Torej se s tako razmejitvijo javnega in zasebnega, ki je bila sprejeta, niste strinjali? Tako, in jaz se po tak zakon sigurno ne bi podpisal, predvsem zato, ker je bil pripravljen brez sodelovanja, brez konsenza širokega, predvsem pa brez jasne vizije, kaj se bo v sistemu potem zgodilo. Vedno, ko kot zakonodajalec daš nek zakon v pripravo oziroma v parlamentarno proceduro, moraš pretehtati posledice, ki jih tak zakon prinaša. In kaj se zdaj v sistemu dogaja? Kaj vi opažate kot zdravnik? Vi ste tudi ne nazadnje samostojni podjetnik. Kaj se bo za vas zdaj spremenilo po tej odločbi Ustavnega sodišča, ko vemo, da samostojni podjetniki ne smete delati pri koncesionarjih oziroma lahko delate samo po podjemnih pogodbah? Dejstvo je, da v zdravstvenem sistemu so take spremembe prinesle veliko turbulenc, viharja, slabe volje in tako naprej. Poročate mediji, da pač vrhunski strokovnjaki odhajajo. Morate vedeti, da takih strokovnjakov ne naredimo v 5 letih, ampak se kalijo v javnem sistemu 10-15 let, da pridejo na tak nivo, da operirajo take zahtevne operacije in to je nepopravljiva škoda. Zame osebno se nič ne spreminja, je pa nekaj, to je pa ta pravna negotovost in je še vedno prisotna in to, bom rekel, sili ljudi k odhodom in na koncu spet na slabšem sistemu. Gospod Simič, kaj bo v zvezi s to ureditvijo SPI zdaj drugače? Bo več ljudi ostalo zaposlenih v javnem zdravstvu in bodo manj odhajali delati drugam, zato ker jih seveda davčno bolj obremenjujejo te podjemne pogodbe, ki pa bodo dovoljene, ne? Torej, jaz ne bi zdaj rekel, bodo ljudje zaradi tega ostali v zdravstvu, bodo šli iz zdravstva, vsak se bo odločil sam. Dejstvo je, da so SPI v Sloveniji dovoljeni, urejeni so z zakonom o gospodarskih družbah. Obdavčitev SPI-ja je sprejel ta isti državni zbor, ki je sprejel za spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti. Pomeni, mi ne moramo reči, zato ker imaš SP, si pa zdaj manj vreden, te bomo bolje obdavčili. Vsak se izbira, kaj bo delal. Ne? In tisto, kar se bo zgodilo, ko bodo zdaj naredili preračune določeni tisti, ki so pristali na to, da bodo delali po podjemni pogodbi ali pa zaposlitvi, torej po podjemni pogodbi obdavčitev dosti višja in tukaj bo že prišlo do prvih konfliktov med izvajalci in bom rekel nosilci zdravstvene dejavnosti v zasebne, ker ne bodo prišli za zneski skupaj, potem bo moral nekdo popustiti in tako naprej. Nekdo se bo odločil, imam že primere nekaterih zdravnikov, ki je rekel, prej sem delal, če povemo zdaj v nekem kompletu 100%, zdaj bom to zmanjšal na 50%, ker ne bom pač delal toliko, ker mi ni treba, ne mislim toliko plačati davka, če na drugi strani imam SP in pravim spet, ko sem že povedal na začetku, zakaj samo SP v zdravstvu?
Zakaj ne tudi potem vsi SP-ji v Sloveniji, pa jih postavimo v neko enakost, ampak tega ne moramo mi prepovedati. Mi imamo, jutri bo nekdo sprejel, dajmo sam primer, da pride nova vlada, recimo Janševa vlada, in razbremeni podjemno pogodbo. Jo razbremeni, da je obdavčena samo, ne vem, namesto 60%, samo 30%. A potem bodo pa začeli inšpektorji gledati, bom rekel, te, ki imajo podjemne pogodbe, rekli, veste, vi imate podjemno pogodbo, zato je nižje obdavčena, mi vas bomo dali v SP, ki je bolje obdavčena. Ne, to ne more. In tudi Ustavno sodišče, oziroma Vrhovno sodišče, nekajkrat odločilo. Zavezanci niso dolžni delati po tistem predpisu, ki jih bolje obdavčajo. Imajo pravico iskati nižjo obdavčitev. In zato meni ta logika mi sploh ni jasna, zakaj taka gonja proti SP-jem. SP-ji so dovoljeni, obstajajo in konc. To v bistvu na nek način bolj gonja proti zdravnikom, ne, ki Ampak preveč zaslužijo. Ampak s tem, gledajte, zaslužijo nekateri zdravniki. Jaz pravim tisti, ki pravijo, da zdravniki zaslužijo, naj odprejo medicinski center, naj kupijo opremo. Veste, ta oprema je tudi draga, laser in tako naprej. O tem govoriti nima popolnoma, to je nesmisel. Če pa je nekdo zaslužil veliko, je pa bil priden. Zakaj ne gledamo z tega stališča? Tisti, ki zasluži, sigurno ni noben medicinski center nekoga plačal za nekaj, kar ni naredil. Gospod Simič je vrgel ven rokavico v zvezi z morebitno vlado, ki se bo zamenjala na prihajajočih volitvah, če se bo, vi ste tudi član stranke Demokratija, ne? Povejte mi, če boste slučajno imeli možnost sodelovati v prihajajoči vladni koaliciji, kaj v zdravstvu boste takoj spremenili, naredili? Boste tudi na področju podjemnih pogodb naredili kakšno spremembo? Dejstvo je, da bomo v naslednjem mandatu zdravstvo Demokrati urejali drugače, predvsem, ker imamo usklajene rešitve, rešitve so pripravljene in rešitve so izvedljive v praksi. Mi smo nekako to strnili v 4 strateške stebre. Prvi steber je digitalizacija, se pravi, da razbremenimo delo zdravnikov. Oni se danes ukvarjajo 1/3 svojega delovnega časa z papirologijo, tudi ostali zdravstveni delavci, in moramo narediti nek ekosistem. Potem imamo drugi steber, kjer je naslovljena regionalizacija zdravstva, da nimamo več centraliziranega sistema, ampak da se odločanje o potrebah prenese tja, kjer so potrebe znane, to so regije. Mi imamo danes 212 občin in občine se vsaka zase posebej trudi, kako ta primarno raven urediti. No, primarna raven je potem tudi tretji steber in urgentna medicina, ker je pa to vratar v naš sistem. In če ta sistem, se pravi primarno zdravstvo, ne deluje, nam potem tudi bolnice in pa vidimo tudi urgence pokajo po šivih. In zadnji steber je še, ki pa je zelo pomemben, je pa finančna vzdržnost in pa seveda učinkovito upravljanje. In mislim, da tukaj je pa ključ do učinkovitega javnega zdravstvenega sistema. Torej, vi v razmejitev javnega in zasebnega ne boste šli, ne vidite te razmejitve za rešitev javnega zdravstva? Mislim, rešitve so v učinkovitem upravljanju. Mi imamo danes ponudbo na trgu, kakršno imamo, in jaz pravim še vedno, da v javnem zdravstvenem sistemu imamo največ kapacitet, ki jih moramo bolje izkoristiti, in takrat se bo tudi sistem boljše uredil. Glede razmejitve javnega in zasebnega bo treba zdaj zadeve v roku 1 leta ponovno doreči, tako je reklo Ustavno sodišče, in je naložilo zakonodajalcem to nalogo. Nekdanji minister Dušan Keber je rekel, da je to zadevo zelo preprosto rešiti. On pravi, da je treba spremeniti samo 2 stavka. In sicer oni predlagajo v zvezi s tem 2 rešitvi. Kot prvo navajajo konkurenčno prepoved, kar bi pomenilo, da bi se zdravnik lahko v prostem času zaposlil kjerkoli, ne bi smel pa opravljati tistih dejavnosti, ki jih dela v javnem zavodu. Drugi možni način je pa prepoved zaračunavanja vseh storitev, ki so zagotovljene v tako imenovani košarici zdravstvenih pravic. Torej, če je neka pravica zagotovljena iz javnega zdravstvenega zavarovanja, ni mogoče, da bi jo zaračunavali na trgu, a ne? Kako komentirate? Torej, res možno to zadevo urediti samo, da popravimo 2 stavka v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti in razmejimo javno in zasebno? Ja, očitno dr. Keber tako misli, ampak stvarnost je bistveno drugačna. Ne? S tem zadnjim se nekako strinjam s posledico oziroma s tistim, kar bi vam prišlo. Ampak, da bi pa to vam prišlo, je treba v to nekaj vložiti. Ne? Vložiti je treba pa naslednje. Ne? Vložiti je treba kritje zavarovalnice vseh storitev, ki so v košarici, ne glede na to, kje so opravljeni. Pacienta ne zanima, ali ga je zdravil javni zavod, ali ga je zdravil koncesionar, ali ga je zdravil čisti zasebnik. Njega zanima, da bo dobil hitro
učinkovito, dobro zdravstveno storitev. To je tisto. In nič drugega. Tako da podpiram to, ampak seveda mora pa jasno zdravstvena zavarovalnica, pri kateri je pacient zavarovan, potem zdravstvenemu zavodu, kateremu koli, javnemu, zasebnemu, pač povrniti stroške. Kar se tiče pa prvega, ne, je pa, smo rekli, kako konkurenčna prepoved, da se zdravnik lahko v prostem času sicer zaposli kjerkoli, ampak ne sme pa istih storitev upravljati, ki jih upravlja v javnem zdravstvenem se pravi, zavodu. ne sme se nikjer zaposliti. Tako kot da bi meni rekli, lahko delaš karkoli, samo s pravnimi zadevami se pa ne smeš upravljati. Zelo bistroumno, genialno. Genialno, tipično kebrovsko. Ampak to je ustavno sporno ali ne? To je zdaj vprašanje. Ne, seveda ni ustavno sporno. Okay. Ustavno sporne so prepovedi. Že v izhodišču je ustavno sporna sleherna prepoved dela zdravnikov, opravljanja pač zdravstvenih storitev. Zato, ker zdravniki rešujejo življenja, rešujejo zdravje ljudi. In prepovedati zdravniku opravljanje tega njihovega poslanstva je v nasprotju s 51. členom, nasprotju s pravico do zdravja in življenja ljudi. Vse te pravice si sami ne moramo dajati, preko zdravnikov si jo dajemo. Preko zdravnikov uresničujemo to pravico. In zdaj država prepoveduje delo zdravnikov. Se pravi, prepoveduje, da bi me zdravili. Ja, zato pa imamo take čakalne vrste. Zato pa je vse v rasulu, ker se država meša v svobodo upravljanja zdravniškega poklica. Zato. Zdaj država tudi omejuje znova koncesionarja, zdaj je bila sprejeta uredba, po kateri bojo smeli koncesionarji opraviti manj ortopedskih posegov, kot so jih prej. Prej so jih upravljali po realizaciji, zdaj pa ravno koncesionarji bojo omejeni pri določenih ortopedskih posegih. To pomeni, da bo ortopedskih posegov definitivno upravljenih manj, ker jih ne bodo mogli toliko opraviti v javnih zdravstvenih zavodih. Se vam zdi to problematično, gospod Ostrc? Seveda je problematično, ker spet spreminjamo pravila igre 5 pred 12, se pravi, sprejmeš nekaj tik pred novim letom in v novem letu potem začne zadeva veljati. Seveda avtonomna pravica odločevalca, da se odloči tako, kot je, ampak kot ste povedali, odločitve imajo svoje posledice in te posledice bodo, da ljudje, ki so najverjetneje bili naročeni že na neke termine. So bile, in zdaj se jim že termini odpovedujejo, tako je, ampak zakaj samo koncesionarjem? Zakaj ta vojna, v bistvu vse koncesionarji so del javnega zdravstva, to velikokrat pozabljamo poudariti. Zato, ker je nekdo videl neko bilanco, pa je ocenil, da je ta preveč zaslužil. Samo to je glavni motiv, da zato, ker nekdo preveč zasluži. Vse te vojne, mi imamo v Sloveniji besedo lepo favšija, neč drugega, ne. In kaj se bo zdaj zgodilo? Ko so pri ortopedih to zmanjšali, se bodo povečale prvo čakalne vrste. Ne verjamem, da bo lahko javno zdravstvo, če govorimo o tistem, vse to pobralo. In drugo, več bo samo plačniških operacij. Pomeni, nekdo, ki ne bo prišel na vrsto v bolnišnici, ki ne bo prišel na vrsto pri koncesionarju, bo moral zbrati denar in če ga boli koleno, če ga boli kolk, če ga boli ne vem karkoli, povezano ali gležen ali karkoli to, kar dela ortopedi, bo šel k zasebnemu ortopedi čistemu in tam bo pač moral to plačati. Torej pomeni, na ta način ti ljudi prisiliš, da denar, ki bi ga lahko porabili za druge namene, bodo morali pod neko prisilo porabiti za zdravje, čeprav so celo življenje plačevali zdravstveni prispevek. Tudi vi vidite, zdaj, ne samo kot pravnik, ampak kot opazovalec družbe, da je res to glavno gonilo favšija, da se sprejemajo take prepovedi neustavne? Morda favšija, morda pa varstvo dobaviteljskih mrež. Ne? Ker vse te prepovedi gredo v korist le-teh. Se pravi, krepitev državnega zdravstva pomeni več javnih naročil, kjer pa vemo, kakšne so, vi kot zasebnik še kako dobro veste, kakšne so razlike v cenah v državnem zdravstvu, pa pri zasebnikih. Zasebnik bo ravnal gospodarno, tržno, državne zdravstvene ustanove, tam pa seveda so pa vse mogoče korupcije. In to poglejte razliko v cenah žilnih opornic, pa Srbi bi rekli, da ti mozak stane. Se v obrazložitvi te novele je bilo zapisano, da so zasebniki oziroma koncesionarji v neenakovrednem položaju zaradi tega, ker kupujejo lahko
ceneje, ker niso zavezani k javnemu naročanju in tukaj je srž. To je srž, ja. Ja, javno naročanje je res dolgotrajno, ne, gospod Simič, in v javnem naročanju je težko, ne vem. V zasebnem centru dvigneš telefon, naročiš in dobiš. Plačaš in zadeva. Zakaj tega ne moramo urediti na ta način tudi v ne vem, zato, ker očitno v javnem eden ne zaupa drugemu, ne, a se pa eden boji, da bo drugi več, kot je povedal, zaradi korupcije, da bo več dobil. Torej, zadeve so enostavne. Ti moraš ljudem zaupati. Tiste, ki si postavlja neke funkcije, jih moraš zaupati. In če ugotoviš, da je naredil kaj narobe, potem ga normalno procesirati, obsoditi in tako naprej. Ne pa zaradi tega vse, bom rekel, obtožiti, da se nekaj dela narobe, da je korupcija. Tudi lahko se primerjajo cene, za koliko, ne vem, neko mizo, pregledno mizo kupi zasebni medicinski center, za koliko jo kupi država in tako naprej. Sploh, če država nabavlja večje količine, ki bi morali imeti še dodatne popuste in tako naprej. Zadeve so dosti enostavne, ampak če si se ti odločil za neko vojno proti zdravnikom, ki delajo popoldne, jaz jih imenujem pridni, ki delajo, ker sigurno... Kako ste na X-u napisal, dajte nas... Ne upam, dajte, kaj je... Ja, na X-u sem napisal v 2 stavkih, da je očitno boljša pijana enoživka, kot pridna dvoživka. In tako jaz razumem, tako sem razumel vse tisto kreganje takrat zvečer na televiziji. Da še pojasnimo, mogoče gledalcem, da zdravnik, ki dela samo v javnem zdravstvenem zavodu, gre popoldne domov, se lahko napije, se zabava in tako naprej, pa potem se vrne naslednji dan. Medtem ko tisti drugi, pa ki je priden dela še popoldne, je zdaj na nek način kaznovan, oziroma je kaznovan, ne na nek način. Gospod Ostrc, vi ste tudi samostojni podjetnik. Kaj se bo za vas zdaj spremenilo? Zame osebno se ne spreminja nič bistvenega. Nič. Kako pa na vaše kolege gledate, ki zdaj ne bodo mogli delati kot samostojni podjetniki? Jaz mislim, da mi je direktor zdravstvenega doma Tolmin razlagal, da oni so imeli to težavo, da so imeli vrsto pogodb sklenjenih zdravniki z samostojnimi podjetniki, ker niso imeli toliko ambulantnega programa. Se pravi, zdravnik je k njim prišel 2-krat na teden in so imeli SP. Ampak so jim na Fursu povedali, da to ne smejo na ta način ravnati več in so morali sklepati podjemne pogodbe. In posledica tega je, da so te zdravniki hoteli imeti neto izplačilo enako. Torej, seveda to zadevo podraži. Torej, kaj je problem zdaj vsega tega? No, Jaz bi rekel, morate vprašati tiste, ki take stvari zahtevajo. Dejstvo pa je, da na koncu, kot ste lepo povedali, je spet zadeva bodi se dražja, bodi se bo manj ljudi v sistemu in na koncu kratko potegnejo spet pacienti. Spet smo pri pacientih, ne? Tako. Ampak to bi kar bi jaz povedal, glede dela SP-jev. Odločilo je Vrhovno sodišče letos 29. januarja, mislim, da je sodba 11/2024, da za delom SP-ja, za DO ni nič narobe. Gre za obligacijski. Ustavno sodišče je že odločilo. Vstaja vrsta, bom rekel, sodb in odločb na to temo. Torej, zdaj prepovedovati, zdaj nekoga sili, da mora delati po podjemni pogodbi. Tako kot sem že uvodoma povedal, nekdo se bo odločil, jaz pač ne bom več toliko delal. Delal bom pol manj in to bo vse pomenilo, če gledamo zdaj to, kar so imeli za ortopedi, kar s tem povečane obdavčitvijo in tako naprej. Ampak spet pravim, to je v nasprotju, če rečem, mislim, da je 14. člen Ustave, ko govori o enakosti pred zakonom. Pomeni, zdravniki morajo delati kot po podjemni pogodbi, arhitekti, odvetniki in vse druge dejavnosti pa lahko delajo kot SP. Pa še nekaj, kar imamo, še to, kar je pisalo, da tisti, ki je pa zasebni zdravstveni delavec, pa lahko dela. Ampak za mene, kot davčnika, ki se ukvarja z davki, sta zasebni zdravstveni delavec in SP je razlika samo med njima, da je SP upisan v AJPES-u, zasebni zdravstveni delavec pa na ministrstvu, ampak njun način dela je identičen. A je torej ustavno, po vašem, ta odločitev ustavnega sodišča, da smejo delati zdravniki samo še kot SP-ji pri koncesionarjih, kakorkoli ustavno sporno. Oni so rekli, da ustavno sodišče po podjemnih pogodbah, ja. Ustavno sodišče je reklo, da je to popolnoma v skladu z ustavo, da v tem ni nič spornega, da se zdravnike omejuje na ta način, da se jim določa, da smejo delati samo pod eno obliko. Zasebni zdravstveni delavci, ne pa kot SP-ji. Zasebni zdravstveni, tako je. Ja, ustavno sodišče tu ni videlo protiustavnosti, sam sem drugačnega mnenja in pritrjujem ločenemu mnenju sodnika Svetliča, in sicer iz 2 razlogov. Najprej zato, ker gre za neenakost.
neenakost pred zakonom, ker v tej situaciji so SP-ji in zasebni zdravstveni delavci v povsem enakem položaju, povsem primerljivi. Ne? Drugačna pravno-organizacijska oblika tu v tem položaju, ko ga mi presojamo, ni pomembna. Ne? To, kar nas zanima, je, ali tak lahko sklepa pogodbe s javno zdravstveno mrežo. Ja. In tu sta oba v enakem položaju, SP in zasebni zdravstveni delavec. In ustavno sodišče predtem celo reče, ko govori, da ko tehta, ne, po strogem testu sorazmernosti, ali je korist od prepovedi večja od škode, ki jo pomeni poseg v človekovo pravico do svobodne gospodarske pobude. In pravi, ja, sej sta pravzaprav v enakem položaju, sej SP je lahko potem tudi zasebni zdravstveni delavec, pa ne bo samo zasebni zdravstveni delavec. Ne? Tam jih je tako rekoč izenačilo. V naslednjem koraku, ko naredi pa preizkus po drugem odstavku 14. člena, se pravi, ko presoja enakost pred zakoni, pa pravi, sta pa v različnem položaju. Ne? Tu si ustavno sodišče pride v nasprotje. Nekonsistentno. Ja. In mislim, da tudi, kar se tiče strogega testa, ne, ki je itak zelo problematičen pri svobodni gospodarski pobudi, ki je omejen samo na to ožjo sorazmernost, ne, je ustavno sodišče ga zaneslo, povsem ideološko pri trgu. Tržne zakonitosti, po katerih delujejo SP-ji, so pa nekje nezdružljivi, ali niso ravno kompatibilni s zdravstvom, ne, s upravljanjem zdravstvenih storitev. Čeprav v isti sapi pa pove, po pravu Evropske unije so zdravstvene storitve gospodarska dejavnost, ne, spadajo v gospodarsko dejavnost. Ja, jasno, da se na trgu in nastopajo na trgu tako SP-ji kot zasebni zdravstveni delavci. Vsi so v enakem tržnem položaju. Ne. Tako da precej je teh nedoslednosti in mislim, da je tu kar... Kaj bi bila torej najbolj enostavna rešitev, da se tak zakon umakne v celoti, ali kaj pa da potem... Če bi se sam navezal na tole, zasebni zdravstveni delavci in SP-ji. Pomeni, zdaj, če imamo tako določbo in tako odločitev, vsi zdravniki, ki imajo SP-je, vložijo vloge na Ministrstvo za zdravje in postanejo zasebni zdravstveni delavci. In jutri bomo imeli 2000 zasebnih zdravstvenih delavcev in bo vse v redu. Enaki obračuni bo, na etičen način se bodo plačevali socialni prispevki od neke osnove in tako naprej. Torej, pri takih rešitvah, ko je tako enostavna, bom rekel, tista druga rešitev, meni nekaj ni v redu. Ok, sej, da ne bomo toliko zašli v te pravne nianse in za poslušalce naše tudi mogoče težko razumljive kakšne določbe. Bistvo je, ali ta novela ohranja javno zdravstvo ali ravno obratno. To je vprašanje zdaj, ali smo na poti javnega zdravstva ali ne. Vi ste prej že rekel, da v ničemer ta novela ne ohranja javnega zdravstva. Kaj pa gospod Simič, vi mislite? Ne, jaz tudi pravim, da ga ne ohranja, zaradi tega, ker vzpostavljaš nek konflikt med ljudmi, neko nezadovoljstvo med zdravniki in tako naprej in to se ne more dobro končati. Ko se bo pa enkrat ugotovilo, da je bilo res narobe, pa tisti, ki so za vse to odgovorni, bodo pa nekje druge in pač ne bo nihče odgovarjal. Če bo nastopila nova vlada, ali bi morali ta zakon kaj narediti, umakniti, kaj se pravzaprav sploh še spravnega vidika da narediti? Odvisno, katera bo nova vlada in kakšno bo njeno pač razmišljanje. Prav gotovo, če smo prej poslušali predstavnika demokratov, oni razmišljajo v drugi smeri in normalno, če bo neka koalicija, v katero pričakujemo, bo rekel, kar večina gospodarstva, kajti toliko omejitev, kot jih imamo danes v poslovanju, se ne spomnim, da smo jih kdaj imeli, torej ni tistega, da bi ti rekel, si svoboden, greš na trg delati, ampak imaš cel kup nekih ovir in jaz samo pričakujem, da se bodo volivci na volitvah tako odločili, da bomo začeli spet svobodno živeti in svobodno delati, brez teh nekih izgub časa in energije, v kakšnem statusu si. Kaj se da s tem zakonom pravzaprav narediti? Ne? Nekateri pravijo, da bi ga kar v celoti umaknili, ampak kaj pravno se da narediti? No? Ja, pravno je delno je pravno že preživel in to je zelo slab znak. Ne? Kot celota je pa zmazek, kot sem že povedal. No? In niste edini, a ne? Vam se pridružujejo marsikateri. Tako da
moja tiha želja je, ampak se je izjalovila, da bi ga ustavno sodišče pač kot celoto razveljavilo in se že zato, ker je v neskladju s jasnostjo in določnostjo predpisov. Ne. Se pravi, s tem načelom pravne države, ki postulira jasnost in določnost. Ne. Kako drugačno bo zdravstvo po tej ustavni odločbi? Delni odločbi, čakamo še druge, seveda. Malo, nič kaj dosti drugačno ne bo. Ne. Mislim, da bo drugačno, če se bo spremenila oblast v Sloveniji, v kar moram reči, močno upam, tudi zaradi tega, s tem zakonom pa verjetno ni rešitve. No. Ne vidim, kako bi iz tega zakona in zlasti pa tudi s popravki teh dveh stavkov, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo, bilo kaj drugače. Ne. Zelo močno dvomim. Predvsem zato, ne, ker je ustavno sodišče tu dalo neko podporo tem, lahko rečem, kar ideološkim izhodiščem vlade. Ne. Reklo je že tako, ne, in tu ima končno tudi prav, ne bomo se vtikali v politiko, ne, to so ta policy. Ne. Ustavno dopusten cilj tu je krepitev javnega zdravstva, čeprav mislim, da bi morali ta ustavno dopusten cilj povezati s pacientom. Z dobrobiti pacienta. S pacientom, ne pa s sistemom. In če ga povežemo s pacientom, potem seveda bi zadeva padla že alimine, no, že na tem testu legitimnosti. Žal ni in so šli potem še v to strogo presojo in tu vidijo Keber in ne vem, Jenul in drugi neko zmagoslavje. Ne. Do neke mere celo upravičeno. Ja, zdaj, pacienta bi morali postaviti v ospredje, pa ga nismo. Kako vi vidite zdravstvo v sedanjem trenutku? Ali je slabše, ali boljše kot 10 let nazaj? V sedanjem trenutku je dejstvo, da vsi plačujemo, več ali manj vsi čakamo, zdravstveni delavci so preobremenjeni, ne, jaz pa trdim, da imamo ideje, imamo znanja, imamo resurse, konec koncev, kar nekaj resursov, in čas je, da rečemo, dovolj je teh obljub, ideoloških vojn, nekih napadov in da rečemo vsi skupaj, vsi državljani, da pač zahtevamo zdravstveni sistem, ki deluje. Kako doseči zdravstveni sistem, ki deluje? Organizacijsko je treba stvari v javnih zavodih verjetno izboljšati. Ja, jaz bi to področje prepustil tistim strokovnjakom, ki se na to spoznajo. Jaz sem pač na področju davkov in pa dobro zdaj nekaj tudi v medicini, ampak kdorkoli bo prišel, kdorkoli bo s nekimi svojimi idejami prišel, bo imel neke nasprotnike, ne? Če ne zdajšnja koalicija, pa nova koalicija pa in tako naprej, imel bo neko prerekanje, ampak jaz mislim, da morajo biti pacienti tisti, ki bodo povedali, s čim so zadovoljni, in za paciente je edino bistveno, da je on bolan, da takoj pride na vrsto, vse drugo ga ne zanima. Pacienta ne zanima, kako dela zdravnik, ali dela kot samostojni podjetnik. Nihče ne vpraša, ko pride v ambulanto najprej, vi delate kot samostojni podjetnik ali kot samostojni zdravstveni delavec. Važno mu je, da... Pomembno je, da to ideološko vojno v zdravstvu ustavimo, in jaz sem na enem soočenju že povedal, da če se politika ni sposobna poenotiti o tem, kakšno zdravstvo si želimo in doseči v tem konsenza, imamo za talca paciente in bolnike. Ampak gospod Oster, zakaj je prišlo do te ideološke vojne? Pravzaprav vi ste bili v tej vladi, veste, poznate razmerja. V tistem času, ko ste bili vi tam, še ni bilo to toliko zaostreno. Ne, ampak tako, kot sem že rekel, mislim, da to so to vprašanja za tiste, ki take predloge dajo. Ampak takrat, ko ste bili v tistem času, ko ste bili vi na ministrstvu, je bila jasna časovnica, jasna linija. Čeprav tudi takrat se je že v koalicijski pogodbi so se zavezali, da bodo ločevali, oziroma da boste ločevali takrat še javno in zasebno, ne? Da bo to rešitev pa se, če vzpostavimo jasna, poštena in transparentna pravila, ni nič narobe s tem, ne? Ampak mora biti jasna, poštena in transparentna za vse, ne? Se pravi, enake pogoji. Že zdaj je dost varovalk, da se ne prepleta javno in zasebno. Če bi bil nadzor nad tem, koliko zdravnik v javnem zavodu opravi, ne bi bilo problema, če dela še zasebno. Ali vidite to kako drugače? Nikakor ne, celo ustavno sodišče v tem ne vidi to drugače. Ne? In je celo soglasno bilo glede tega, ne?
ko je ugotovilo, da je ta ukrep pade na testu nujnosti, da ni nujen. Zato, ker je mogoče z drugimi metodami, zlasti s dovoljenjem predstojnika zdravstvene ustanove, stvari rešiti. Ne? In po različnih, odvisno od različnih segmentov zdravstva. Ne? Ni isto, recimo, estetska, ali pa rekel, plastična kirurgija, ali pa kardiologija. Ne? Ampak to je bilo zdaj vse spregledano. Ne? To je bilo vse spregledano, to je bilo vse počez. Ne? Tudi ta je bil učitek, glede zaradi česar tak ukrep ne prestane testa nujnosti. Ne? Predvsem pa, da je mogoče s blažjimi ukrepi, kot so sprotna dovoljenja za dodatno delo. Ne? Kje zdaj vidite vi kakšno rešitev tega stanja, te ideološke vojne, teh davčnih vidikov in različne obravnave? Tudi vemo, da mogoče bo Ustavno sodišče presojalo, nisem seznanjena, tudi glede tiste razlike med javnimi zavodi in med zasebniki v zvezi z, pomagajte mi, v zvezi z tem posebnim davkom na določene prejemke, katerega zasebniki plačujemo, javni zdravstveni zavodi pa ne. Ne, rešitev je samo ena, volitve in nova koalicija. Drugega ne vidim. Gospod Ostarc? Ja, tako kot sem že povedal, rešitve pripravljene, predvsem pa usklajene z izvajalci. Nimamo časa več, da bomo tekli še en 4-letni krog. Mislim, da so stvari kar resne, niso pa nerešljive. Tako da jaz sem vedno rekel, agenda ni, da delaš reformo za naslovnice, ampak prenovo zdravstvenega sistema na koncu za bolnike pa za paciente, in to je to. Ampak zdaj je bilo kar s to novelo že kar narejeno, kot smo uvodoma povedali, nekaj škode. Bomo sploh našli junaka, ki si bo upal potem zagrizniti v te vse nastale probleme? Povejmo še to mogoče za konec. No? Morda, ne vem, upam da. In zagotovo pa zdravstvena reforma ali pa korekcija vseh napak, ki jih je storila sedanja koalicija, ne? Velik izziv za naslednjo koalicijo. Ne? Kako se bo tega problema lotila, ne vem, ampak zagotovo pa lahko rečem, da bo to ena od prioritet. Ne? In tudi v kampanji bi moralo biti to prva tema. Ne? In v to prioriteto je treba postaviti pacienta v ospredje. Pacienta je treba postaviti v ospredje, česar do sedaj ni bilo. Do sedaj so bili v ospredju neki nazorski, ideološki boji, ne, kjer se je v zasebništvu videlo nekega sovražnika, nazorskega sovražnika, in zato so seveda rodili zakon, kakršen je. Gospod Simič, sam še to, vi zdaj, ko ste zasebniki, občutite to sovražnost? Imate občutek, da takoj, rečete, da prihajate iz zasebnega zdravstvenega zavoda? Ne. Imate kakšne večje težave pri urejanju kakšnih stvari? Ne komuniciram s tistimi, ki obsojajo zasebno zdravstvo, opravljamo svoje delo, imamo svoje paciente in življenje gre naprej. Je pa ta ideološka vojna res nepotrebna in pacienta samo zanima, da prije takoj na vrsto, da je takoj se ga vzame v obravnavo in da je na koncu zdrav, in to je tisto, kar ga zanima. Torej, da bi bil pacient v spredju, s to mislijo in seveda s končanjem ideoloških bojev, upanju na končanje ideoloških bojev, zaključujemo to oddajo in se vam zahvaljujemo za pozornost. Nasvidenje.